Drage pevke in pevci, zborovodkinje in zborovodje, spoštovani gostje. Prisrčno pozdravljeni na Mladinskem pevskem festivalu 2024 v Celju. Danes ga bomo uradno otvorili s slavnostnim koncertom 5 pevskih zborov iz Ljubljane, Maribora in Celja. V uvodu smo slišali fanfare o izvedbi učencev in dijakov Glasbene šole Celje in Prve gimnazije v Celju pod mentorstvom Dejana Podbregarja. Že od leta 1946, ko je v Knežjem mestu prvič zazvenel Mladinski pevski festival, se Celje uvršča na zemljevid pevskih prestolnic Slovenije, Evrope in sveta. Leto 2024 je pri novi festivalski izvedbi zagotovo posebno, kajti pod okrilje festivala se od letošnjega leta dalje seli tudi bienalno državno tekmovanje mladinskih pevskih zborov, ki bo odslej nastajalo v sodelovanju med Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zavodom Celeja Celje in Mestno občino Celje. Lahko torej s ponosom trdimo, da se začenja pisati novo poglavje celjske kulturne zgodovine. Med nami še posebej pozdravljamo poslanko v Državnem zboru Republike Slovenije Janjo Sluga, župana občine Vojnik Branka Petreta, župana občine Dobrna Martina Brecla, predstavnike Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter predstavnike Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ravnateljice in ravnatelje, predstavnike medijev, javnih zavodov in podjetij, predstavnike vseh 3 partnerskih organizacij, ki se podpisujejo pod letošnji Mladinski pevski festival. Doktorja Tomaža Simetingerja, pomočnika direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, magistrico Majo Voglar, direktorico Zavoda Celeja Celje in današnjo gostiteljico ter podžupanjo Mestne občine Celje Sašo Kundih. Prav poseben pozdrav velja tudi umetniškemu svetu letošnjega festivala in strokovni žiriji državnega tekmovanja mladinskih zborov. Sedaj pa vabim na oder k mikrofonu doktorja Tomaža Simetingerja, pomočnika direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Izvolite. Dober dan in lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani, v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Takole uvodoma pred tako pomembno prireditvijo, ki je posvečena mladim, se je treba vprašati, kdo pa so ti naši mladi, o katerih bo vse te dni tekla beseda, oziroma predvsem, ki jim je namenjeno to tekmovanje. Če pogledamo malce v zgodovino, bomo hitro ugotovili, da že stari Grki so imeli marsikaj zapovedati o tej mladini, ki nikakor ne posluša staršev, pa nič ne naredijo za državo in tako naprej. V srednjem veku so isto takole bentili nad njimi, so rekli, tam po gostilnah hodijo, pa denar zapravljajo, pa spet staršev ne poslušajo, premalo delajo doma in tako dalje. Če bi brali Slomškove knjige, bi zopet ugotovili, kako je z mladimi marsikaj narobe. Moram reči, da sam pravim oziroma se pridružujem tukaj tisti misli, ki jo je zabeležil Erwin Fritz v svojem songu v mladosti, ki pravi: mladost je pač mladost, čez jarek skače, kjer je most. In tako mora tudi biti. Ne glede na to, da verjamem, da mladi morajo skakati čez most oziroma čez jarek, tam, kjer je most, je pa tu in tam treba premisliti, kaj z njimi narediti, kako jih vendarle usmeriti, kako jih poskušati zadržati na tistih poljih, kjer je dobro. Na področju kulture se vse bolj namreč zavedamo,
da je mladina tista, ki v šolskem sistemu še dobro vstopa na to področje, potem pa, ko malce odrastejo ti mladi, vedno bolj zapuščajo področje kulture in zato je ena izmed ključnih stvari, da jim poskušamo čim dlje zadržati znotraj recimo zborovske piramide, piramide folklornih skupin, gledaliških skupin in tako dalje. In eden izmed ključnih ukrepov je ravno zato pomembno razumeti, da je takšno tekmovanje oziroma takšna revija pevskih zborov teh mladih namenjena ravno temu jih obdržati na polju ustvarjanja, na polju kolektivnega ustvarjanja, kjer ne samo da pojejo, da se na tak način izobražujejo, da na tak način odkrivajo svet glasbe, obenem na tak način tvorijo svojo družbo, svoje prijatelje, na tak način odkrivajo nove socialne vezi. In to je tisto sporočilo, ki ga bi radi dali tem našim mladim, ki jih imamo tukaj v fokusu, ravno s tem tekmovanjem oziroma s to revijo mladinskih pevskih zborov. Naj za konec seveda izkoristim priložnost in se zahvalim partnerskim organizacijam, Mestni občini Celje in pa Zavodu Celeja. Namreč, ko razmišljamo, takole, ko na skladu razmišljamo, kaj bomo naredili, pa a bomo prestavili to revijo sem ali tja, moramo vedno vedeti, tega na javnem skladu ne bi mogli brez resne podpore lokalne skupnosti. In tega se zavedamo in zato smo vam res iskreno hvaležni. Dame in gospodje, naj bo mojih besed zadost. Čas bo, da slišimo te naše mlade, ki bomo verjetno marsikdaj kot starejši imeli kaj povedati čez njih, a na koncu verjamemo, da nas bodo oni v prihodnosti pripeljali v nek boljši in lepši svet, tudi zaradi pesmi, ki jo bomo slišali danes. Hvala lepa. Najlepša hvala za ta govor. Letošnji festival se še posebej lahko pohvali z bogatim spremljevalnim programom. Za nami so 3 festivalski predtakti s koncerti mladinskih zborov iz Celja in Nemčije ter medobčinsko zborovsko revijo Pesemca. Festivalsko dogajanje letos bogati tudi Minutka za pesem, ki zborovsko glasbo polni ulice starega mestnega jedra, ter revijalni koncert, ki bo jutri ob 17. uri v Narodnem domu dopolnil delavnice za študente glasbene pedagogike ter zborovskega dirigiranja iz Ljubljanske in Mariborske univerze, glasbene pedagoge in zborovodje. Sedaj pa vabim na oder k mikrofonu magistrico Majo Voglar, direktorico Zavoda Celeja Celje. Prav lepo A se sliši to? Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v Celju, v mestu, v katerem se srečujejo antika, skrivnostni srednji vek in sveža sodobnost. V našem mestu se skriva zakladnica zgodovine iz obdobja antične Celeje, ki so nekoč poimenovali Druga Troja, in vznemirljivega srednjega veka. Odtlej, že več kot pol tisočletja, mesto vodijo 3 zvezde, simbol celjskih grofov, najmogočnejše plemiške in vladarske rodbine, ki je kadarkoli živela na Slovenskem. Nad mestom se še danes dviguje njihovo domovanje, Celjski grad, ki ga je mogoče obiskati vse dni v letu. Staro mestno jedro pa navdušuje za razstavo o celjskih grofih, Almi M. Karlin, mesto pod mestom, tehnoparkom, tropsko hišo, otroškim muzejem, centrom sodobnih umetnosti, fotografskim ateljejem Josipa Pelikana, gledališčem, knjižnico, umetniško četrtjo in številnimi drugimi pričevalci bogate kulturne dediščine. Del slednje je nedvomno tudi Mladinski pevski festival. Umetnost in kultura ter z njo pesem sta del DNK-ja našega mesta. Mladinski pevski festival v Celju že skoraj 80 let skrbi, da v mestu odmeva pesem. Ta ima moč, da nas navduši, potolaži, motivira, združi, poveže in navdahne.
S pesmijo spoznavamo svoj svet, svet drugih ter svetove drugačnih dimenzij. Pesem je razlog, da se povežemo, družimo, ohranjamo in utrjujemo stare ter tkemo nove niti prijateljstva. Iskreno verjamem, da bo naše v pomladno podobo odeto mesto in z njim Celjanke in Celjani danes in vse naslednje dni urbano dihalo s pesmijo vseh vas, ki boste del 35. Mladinskega pevskega festivala. Malo po malo se daleč potuje, je misel, ki jo lahko mimogrede uzrete v eni od izložb v starem mestnem jedru. Želim, da bi se te modre besede še naprej udejanjale tudi v Mladinskem pevskem festivalu. Iskrena hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste kakorkoli prispevali k pripravi in izvedbi festivala, ter da se lep s pesmijo zaznamovan četrtkov večer konča. Naj vam bo o pesmi in obisku Celja preprosto lepo. Hvala lepa tudi za ta govor. V skoraj 80-letni zgodovini se je festival vedno znal prilagoditi duhu časa in pri tem ohranjati poslanstvo, ki so si ga organizatorji na čelu z Jurčetom Vrežetom zastavili ob njegovih začetkih tik po koncu druge svetovne vojne. Druženje generacij ob glasbi, mladostna svežina, upanje, optimizem in vera v sodelovanje, skupna skrb za harmonijo in bogato kulturno izročilo naše domovine. Umetniški svet letošnjega Mladinskega pevskega festivala in 27. državnega tekmovanja mladinskih zborov sestavljajo Nenad Firšt, Damjan Močnik, Katja Gruber, Kerstin Pori in Tadeja Vulc. Programska vodja državnega tekmovanja je Mihela Jagodic iz Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, koordinator festivala pa David Preložnik iz Zavoda Celeja Celje. 27. državno tekmovanje mladinskih zborov bo potekalo to soboto 6. aprila, ko bodo na tem odru nastopili mladinski zbori iz celotne Slovenije. Strokovno žirijo pa letos sestavljajo skladateljica, zborovodkinja in pedagoginja Tadeja Vulc, pedagoginja in zborovodkinja Katja Gruber, zborovodkinja in pedagoginja Helena Fojkar Zupančič, skladatelj, zborovodja in pedagog Damjan Močnik ter zborovodkinja in pedagoginja Barbara Kovačič. Vsem danes prisotnim prav lep pozdrav. Ja, Mladinski pevski festival bo v Celju zopet poskrbel za pester in razgiban uvod v praznični april, ko bomo praznovali tudi 573 let, odkar je Friderik II. Celjski, takratni trški naselbini, podelil mestne pravice. Pojoč bomo praznovanja dopolnili s tradicionalnim projektom Vseslovensko petje srci, ki zajema 2 dogodka. V nedeljo 21. aprila od 11. do 12. ure s pevskim sprehodom po starem mestnem jedru in v torek 23. aprila s petjem v celjskih vrtcih, šolah, javnih podjetjih in javnih zavodih. 26. aprila pa bo ob 19. uri tukaj v Narodnem domu v čast dnevu upora proti okupatorjem in 20-letnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo zazvenela tudi zborovska pesem upora. Aprila in maja pa bodo v Celjskem in Narodnem domu potekali tudi že tradicionalni pomladni koncerti celjskih gimnazijskih pevskih zborov, ki sodijo med najboljše tovrstne sestave v Sloveniji in Evropi. Toplo vabljeni k udeležbi prav vsakega posameznega dogodka v sklopu letošnjega Mladinskega pevskega festivala 2024. Pa naj se prične.
Slišali smo radioposnetek Simonitijeve skladbe Čriček na vrtu, ki so jo kot zmagovalci zapeli mešani pevski zbor Trnovci leta 1965 na Mladinskem pevskem festivalu v Celju. Mešani pevski zbor lahko. Mešani pevski zbor Trnovci Ljubljana je nekaj posebnega. Je naslednik Mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Trnovo, kot se je uradno imenoval ob nastanku v prvem šolskem letu 1962-63 pod vodstvom takratne učiteljice glasbe Majde Hauptmann. V 60. letih prejšnjega stoletja je svojo umetniško dovršenostjo bogatil in razveseljeval ljubitelje zborovskega petja v Sloveniji, zamejstvu in tujini. Zaradi kakovosti zbora so bili posnetki uporabljeni v nedavnem filmu o trboveljskem slavčku Lačni, bosi in slavni. Ker spomini niso bili pozabljeni, so se po 50 letih ponovno zbrali nekateri nekdanji člani Mladinskega pevskega zbora in konec leta 2014, torej pred 10 leti, skupaj z Majdo Hauptmann ustanovili tokrat odrasli zbor, da bi si tretje življenjsko obdobje popestrili s ponovnimi skupnimi pevskimi doživetji in iskrenim prijateljevanjem, kar jih je v mladosti tako zelo zaznamovalo. Do zdaj je pevski zbor javno nastopil 40-krat. Sedanji zbor vodi Petra Frece Šilak, še vedno pa je v strokovno pomoč Majda Hauptmann in tako še zdaj s Trnovci tudi aktivno sodeluje. Majda Hauptmann pa je tudi prejemnica zlate plakete za življenjsko delo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2016. Danes pa nam bodo kot uvod Mladinskega pevskega festivala 2024 zapeli naslednji dve skladbi. Oh
Na oder pa sedaj vabim dekliški pevski zbor druge gimnazije Maribor. Mladinski pevski zbor druge gimnazije Maribor ima na šoli že dolgoletno tradicijo, saj deluje nepretrgano vse od leta 1960. Dijaki usvajajo vokalne sposobnosti in poustvarjajo a capella domačo in svetovno zborovsko literaturo. Z udejstvovanjem v pevskem zboru razvijajo sposobnost medsebojnega prilagajanja in skupinskega podajanja glasbenega dela, krepijo smisel in čut za delovno disciplino ter razvijajo svoje poustvarjalne sposobnosti. Dijakom in dijakinjam je omogočeno delo v mešani in dekliški zasedbi, če želijo pa tudi v manjših vokalnih skupinah. Njihov zborovodja pa je Viljem Babič.
Na oder vabim mešani mladinski pevski zbor Prve gimnazije v Celju. Mešani mladinski pevski zbor Prve gimnazije v Celju je leta 1945 znova obudil legendarni zborovodja Egon Kunej. Od leta 2009 ga vodi Tomaž Marčič, z njim pa je dosegel številne uspehe na domačih in tujih odrih. Med njimi 4 zlata priznanja na državnem tekmovanju v Zagorju, zlati priznani na mednarodnih tekmovanjih na Hrvaškem in v Avstriji ter prva mesta na tekmovanjih v Nemčiji, Italiji in na Češkem. Poleg številnih nastopov v zboru vsako leto pripravi najmanj 2 celovečerna programa, sodeluje z drugimi zasedbami ter se predstavlja na gostovanjih v tujini. Med drugim je zbor v zadnjih letih sodeloval pri izvedbah oratorija Jožeta Trošta, blaženi Anton Martin Slomšek, pri praizvedbi kantate Tadeje Vulc Rojstvo luči in nedavno na koncertih z zborom Slovenske filharmonije pri izvedbi Requiema Morisa Durufleja pod vodstvom Stevena Laytona. Njihov zborovodja, kot že rečeno, pa je Tomaž Marčič. Amen.
Hosanna.
Na oder vabim dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center. Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center je od delujočih glasbenih zasedb na šoli najstarejša. V tej obliki zbor deluje že od leta 1971. Zbore na Gimnaziji Celje Center so vodili priznani glasbeni pedagogi in zborovodje. Boris Ferlinc, Daniel Grum, Ivan Lah, Vlado Modic, magister Vid Marcen, doktorica Dragica Žvar in Metka Jagodič Pogačar. Zborovsko dejavnost je leta 1995 prevzela Barbara Arlič-Kerštajn, ki vodi dekliški nonet Gimnazije Celje Center. Od leta 2012 je zborovodja David Preložnik. Zbor ima postavljeno zborovsko piramido, saj se pevke v zboru prvega letnika učijo temeljev vokalne tehnike in zborovstva. Vsako šolsko leto tako v zboru prepeva več kot 70 deklet. Zbor načrtuje številne koncerte in je eden aktivnih ustvarjalcev na odrih knežjega mesta. Številna visoka priznanja in posebne nagrade na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center uvrščajo k aktivnejšim sestavom šolskih zborov v Sloveniji. Njihov zborovodja, kot že omenjeno, David Preložnik. Czas
Sedaj pa vabim na oder mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje. Prepevanje ima v pevskem zboru na Šolskem centru Celje že več kot 40-letno tradicijo. Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje je bil ustanovljen leta 1976 in vsako leto v njem prepeva več kot 50 dijakov, ki prihajajo z vseh šol centra. Zbor vsako leto pripravi koncerte za domačo občinstvo, sodeluje pa tudi na številnih državnih in mednarodnih zborovskih festivalih ter srečanjih. Velika vnema in želja po kakovostnem petju je pevcem in zborovodjem na teh tekmovanjih prinesla veliko priznanj. Zbor je gostoval že na številnih festivalih v tujini, v Italiji, na Češkem, Belgiji, Turčiji, na Malti, v Nemčiji ter Španiji ter prejemal visoka srebrna in zlata priznanja. Vodenje zbora je leta 2022 prevzel zborovodja Matevž Pušnik.
Tako, zborovska pesem na otvoritvi Mladinskega pevskega festivala 2024 je odzvenela. Ostane mi samo še iskrena hvala za vaš obisk in pa seveda povabilo k vsem dogodkom, ki se bodo zvrstili v okviru festivala. Danes, zdaj pa na druženje in skromno pogostitev v stranski dvorani. Hvala lepa in lep večer vam želim.